Čau! Tukaj je Sabina oziroma Mami na vrtu in tokrat bomo govorili o pralnih pleničkah. Kako naj jih posušim, če nimam dovolj prostora, če nimam sušilnega stroja, če pač ne vem, kako jih posušim. Evo, danes ti odgovorim na vsa ta vprašanja. Pralne pleničke, kot pralni vložki, pralni robčki, se lahko sušijo zunaj, na soncu. To je zelo idealno, ker sonce dejansko pobeli vse te tkanine, ker pač deluje tako, da ostanejo oziroma postanejo spet bele. Včasih se zgodi, da pri kakšni pralni plenički ostane kakšen flekac, jaz rečem temu, in sonce na vložku ali na pralni plenički ali pa na robčku to idealno pobeli. Zato jaz izkoristim poleti, oziroma takrat, kadar lahko dam ven sušiti, sonce. Da mi sonce čim lepš, čim boljš pobeli pralne pleničke in vse ostalo, kar sušim. To velja predvsem za bela oblačila, bele stvari. Ne priporočam pa, da dajete tja barvne stvari, pač barvni pralni vložki, ja, ne pa recimo črnih majic, črnih oblek, pač take stvari. Če ne moramo sušiti zunaj, na soncu, ker je zunaj mrzlo, ko je zima, ko je dež, karkoli, če nimate seveda balkona oziroma tega prostora zunaj pod streho, sušimo noter. In notri imamo dva načina za sušenje. Lahko spet obesimo na stojalo, to je spet idealna rešitev, tako kot je zunaj na soncu, da ne porabljamo dodatne energije, dodatne pač elektrike in tako naprej in jih posušimo lepo na stojalu. Lahko traja dlje časa, ampak še vsem, če imamo čas, lahko damo tja in se relativno hitro posuši. Meni traja recimo kakšen dan pa pol, da se pozimi posuši noter na stojalu. Medtem, ko lahko uporabim druga dva načina za sušenje. En način je sušilni stroj. Sušilni stroj je pač nekaj takega, kjer spet porabljamo kar nekaj energije, pač ja, spet je večji strošek, ampak hkrati pleničke postanejo zelo mehke. Predvsem to velja za bombažne pleničke, ker so lahko pač trše, ko jih posušimo nekje na stojalu. In sicer sušilni stroj je idealna rešitev, kadar nimamo časa, ampak to ni edina rešitev, tako da če imaš kakšen radiator, ja, verjetno ga imaš doma, če nimaš seveda talnega ogrevanja, daš lahko pralne pleničke na radiator in tudi tam se ful hitro posušijo. V bistvu jaz takrat, ko se mi mudi, dam v sušilni stroj. To je res redko. Večinoma pozimi dajem kar na radiator in se mi tam pleničke posušijo in te vložki, ki se jih da v pleničko. In na ta način so pralne pleničke zelo hitro suhe, ne porabim dodatne energije, ker itak radiator tako in tako segreva prostor. Jaz sem pa samo čez pleničke in pazi to. Zakaj je dobro, da je sušim na radiatorju? Zato, ker v bistvu ta vlaga, ki je v plenički, ko je mokra, gre v prostor in hkrati vlažimo prostor. To velja enako tudi, če sušimo pralne pleničke ali druga oblačila na našem stojalu. V bistvu imaš ogromno načinov, da posušiš pralne pleničke. Je samo razlika, kakšno je vreme in pa koliko časa imaš. Seveda, poletje se ful hitro zunaj posuši, jesen ne toliko hitreje. Ampak da se zelo enostavno posušiti pralne pleničke, tako da tudi tle ni izgovora. Če imaš še kakršnokoli vprašanje o pralnih pleničkah, pralnih vložkih, pralnih robčkih, karkoli te zanima, mi napiš spodaj, pa ti bom odgovorila. Če ti je video všeč, ga lajkaj, lahko ga deliš tudi med svoje prijatelje in sicer bom zelo vesela, ker na ta način tudi ti spodbujaš, da uporablja čim več otrok pralne pleničke, ker ni to samo dobro za zdravje, ampak tudi za okolje. In na ta način bomo skupaj razširili ta glas, da so pralne pleničke zakon. No to je to. Drugače se pa lahko naročiš tudi na moj kanal na YouTubeu Mami na vrtu in čim več bo tu zunaj. A prav, ne glede na vreme, pet ven, ker je res zelo lepo pa fajn je biti na zraku. Uživi!